Dober večer, drago občinstvo. Dober večer, spoštovani gospod Ivan Šega. Po njegovi želji sva začela z dvema velikanoma slovenske besede, Trubarjem in našim patrom Stanislavom Škrabcem. Tisti, ki vas poznamo malo bolj osebno ali pa tako kot brata, dobro vemo, da ste vnet zagovornik slovenske besede, tako da v bistvu niti nismo presenečeni, da smo začeli tako. Ja, vsakdo mora spoštovati svoj jezik. Če pa še pišeš, ta beseda ostane pisana in bo ostala vnaprej. In ta beseda mora biti taka, kot mora biti. Zato moram reči, da sem tudi jaz postal, čeprav nisem neki profesor slovenščine, zelo občutljiv na pisano besedo, ker recimo, da ni lektorirana. Torej, to sem postal že alergičen zaradi tega, ker mislim, da je potrebno poleg vseh ta drugih zadev spoštovati predvsem slovenski jezik. Šifra. Po predlanskoletni Dekle z juga, kjer ste načeli temo izbrisanih, je bilo to nekako logično zaporedje, da boste začeli drugo perečo temo naše države, to je tajkunstvo, divje lastninjenje naše države. Odkot? Kdaj je zašla v glavo ta vaša tema? Torej, ne vem, jaz sem se menda približno po tretji knjigi zavedel, da če pišem, da naj pišem oziroma opisujem čas, v katerem živim. Ker to, kar bo ostalo, torej, če zapisano bo ostalo in to bodo spoznavali poznejši rodovi, ki se bo že nekdo najdel, ki bo nekoč tudi za mano prebral stvari in bo nekako dobil pogled, če bo hotel malo bolj tako natančno videti, kako je bilo v tem obdobju, ko se je ta avtor teh besed, ko je živel tukaj in ko se je pisala ta in ta letnica, torej tako. Jaz sem, kako bi rekel, mislim, da sem zdaj nekako prišel do ene stopne, ko sem nekako opisal tisto, kar sem želel. Zdaj, če se vrnem nazaj na Mokarice, je kulisa vse zgodbe od svetovne vojne do tiste ure, ko sem odložil pero, narekovaju, s računalnikom pišemo, se ve. Druga, Dekle z juga, sem opisal in obeležil čas, tisti čas, ko se je pač v Sloveniji zgodil tudi en madež po vsega lepega, da so nastali izbrisani. Naj povem, to je v knjigi Dekle z juga, ki jo je Javni sklad za ljubiteljsko kulturo Republike Slovenije uvrstil med 3 najboljše knjige, napisane oziroma izdane v samozaložbi. In zdaj s to knjigo Šifra sem posegel v pojav, ki je verjetno, ne vem, ali je pri nas edinstven, ampak pri nas je to zgodil, tako zvano tajkunsko bogatenje, brez da je kdo kaj uporabil roke ali pa možgane, sicer napačno smerne. Tako da, torej, zdaj, kaj naprej pisati, ta moment vam ne znam povedati, kaj, čeprav imam 2 stvari začete, pa ne vem, ali bodo šle naprej ali ne bodo, ampak zdaj zaenkrat ne razmišljam o tem, ker je to bila okupacija skozi celo leto pri izdaji in končanju te knjige, ki jo danes kažemo javnosti. V Šifri, skoraj da brez dlake na jeziku, opisujete to divje lastninjenje. Ste bili blizu njega? Poznate te procese, kako so tekli? No, veste, torej, to se ne smem dovolj, da mi rečete, če sem bil blizu tega. No, mislim, da ne. Sem čisto navaden penzionist. Da ste videli, pa slišali. Ja, bral sem, pa slišal sem, pa videl sem v televiziji, pa tako naprej. Nisem pa udeležen bil pri tem in ko boste prišli noter v zadnji tretjini, boste videli čudne stvari, ki boste res mogoče pomislili, da imam jaz kje denar v Švici, ker znam do njega priti.
ne vem, kje sem to zvedel, ampak jaz sem to napisal, ampak nimam pa osebnih izkušenj nobenih, ne. Samo odvisen sem samo od penziona. Ampak to lastninjenje ste prenesli prav domače okolje. Nekatera imena so rimiška, ne? So dejansko obstajala, so obstajale te lokacije, ta imena, to podjetje, o katerem bodo ljudje brali? Torej, če hočeš pisati verodostojno, bi rekel, da bralec čuti, da zgodba stoji, moraš prvo poznati, kar pišeš. In jaz sem recimo, ko sem to lastninjenje, divje lastninjenje hotel opisati, jaz sem si mogel ustvariti eno lokacijo, torej normalno, da nisem mogel neko hišo kar tako, in jaz sem to videl pred sabo tovarno, v kateri sem začel svojo delovno kariero. In tam sem jaz postavil to zgodbo, čeprav vam odide povem, saj to sem v uvodu ali pa v predgovoru, ko se reče že, sem napisal, da jaz nič ne vem, da bi se kaj takega zgodilo v tej tovarni, ampak nekaj sem mogel, tam sem jaz poznal ali pa še poznam vsako štengo, vsako tisto menzo dol, ki smo hodili, tudi betonske stopnice je bilo gor so bile take in take. In če hočeš to, če sem hotel to verodostojno doživeti, napisati, jaz sem mogel nekje konkretno uporabiti. In to sem to stavbo oziroma to tovarno uporabil. Kar se pa tiče lokacij, torej vsa zadeva se dejansko vrši na tem področju. Tako da je to, mislim, da bi že kar lahko imel, torej vsak ta, torej naš, ne vsak, no, ampak da bi občani le prebrali to, ker prosim, nikjer ne piše, da je to Sukno, nikjer ne piše, da je to Jurjevca, nikjer ne piše to, in ta zgodba se lahko vrši kjerkoli in se je vršila kjerkoli v Sloveniji. Samo jaz sem jo sem postavil, za razlogov, ki sem jih prej povedal. Torej Jurjevca kot Jurjevca se imenuje Sveti križ, ker to je en del Jurjevce. Mene so že takrat, ko so tukaj let nazaj, ko so Jurjevčani gradili mrliške vežice tam, mene že takrat so me določene stvari fascinirale, namreč toliko zagnanosti gasilcev, toliko zagnanosti vsega, no, saj gasilci so verjetno so bili oni tisti, ki so vodili to, ne vem, torej, ampak jaz sem to zdaj v tej zgodbi pripisal njim. Recimo sem lahko postavil le kaj, ker je pokopališče in ker je cerkev. In zato recimo sem uporabil tudi domače ime Mežnarjevi, ki so zraven sosedje, ki so zdaj, veste, da so drugi ljudje noter, ampak to ime je tam uporabljeno. Uporabljeno je tudi ime Prijeli, gostilna. To je dejansko tako, da če nič ne piše, lahko bralec ve, da je to. Uporabil sem si dovolil tudi ime, torej Potočenovo teto, ki jo tisti, ki smo bili tam delali, ki smo jo poznali, ne, pa tam blizu Britofaja, ne. Zato sem tudi to se je tam dogajalo. Del se je odvijal tlele, v tej restauraciji na Vogalu, tle v Ribencine, včasih je bil klop. No in na koncu tudi neke stvari celo pri Svetem Frančišku. S tem, da ga nisem še nikoli pri Svetem Frančišku bil, sem 50 kilometrov mimo, ne. Ampak vidim, da je rdeča cerkev, dosti je bilo zame, ne. Dole so pa cerkve itak vse enake, ne. No, to je ta literarna svoboda, ki se lahko dovoli. No, tako je, saj to sem tu še doreščala, ja, izvoli. Je pa verjetno nek razlog, zakaj vas določena tema toliko vznemiri, da o njej pišete, ne. Če ste pisali pred kratkim o izbrisanih, zdaj o lastninjenju, uvodoma ste tudi zapisali jasno in glasno, da je za to divje lastninjenje kriva diletantska politika države, prav s to besedo, ne? Ja, torej, izkazuje se, da je dosti temu kriva zakonodaja, ki je bila sprejeta v danem momentu in ki je verjetno še danes velja. In skozi to so pač določeni ljudje, ker mi jasno, da
ljudje pogruntamo, vsako luknjo najdemo, kjer se da lažje skozi priti in so skozi to prišli in so si pač določene podjetja in to se vemo, vse prilastili. Torej, ali je bila ta zakonodaja pisana namensko ohlapno, ali se je takrat ne vedel, da se bodo najdle, da rečemo grdo barabe, ki bodo znale to zakonodajo izkoristiti sebi pri to, ti težko presojam, ne? In tudi namreč jaz nisem v vlogi niti politika, niti znanstvenika nekega, da bi raziskoval zgodovino, odkje ta flaša izvira in kako in kaj. Jaz sem pač se zdaj v tem momentu prišteje med literate in sem se dovolil uporabiti literarno svobodo, napisati stvari, ki bi se lahko zgodile ali pa so se zgodile nekje, ampak jaz sem jih točno tem določenim ljudem pripisal. Lahko, ker se še nadaljujem, sem to jasno, da kot sem imel za lokacijo točno mogel v glavi med kje opisujem, sem vedel, sem mogel tudi za ljudi vedeti. Ampak žal se pa, glede na to, kar se je tukaj imen v Rimeški dolini, pa verjetno še kje, se pokrivajo z imeni ljudi, ki so bili tam v fabriki. In daleko od tega, da bi s tem ljudem pripisal tisto, kar tam piše, ampak neko ime sem moral dati nekomu. Ne? In zato, da se ne bo kdo čutil, ker ima tako in tako ime, slučajno videl Vera, zato ker je note ta druga oseba po vlogi je Vera z imenom, pa da ne bo to ona, mislim, da sem jaz kaj o njej tu pisal, Bog ne daj. Ampak tako, ne. Sem pa poskušal pobrati imena, ki so bila tam, ne. Razen glavni junak Gregor, ta je pa prišlek, pa tudi vemo, tistih smo bili v suknju, kdo je bil prišlek. Zelo brihtna oseba, brez formalnih šol, ampak znal je narediti tudi osovino za uro. In tega sem jaz imel določen čas v spominu, seveda sem mu priložil še razne druge. Tako da mi ne more nihče očitati, da sem mu kaj grga napisal, ker sem, torej to sem pazil. A je postal kasneje grobar, ker ta oseba, glavni junak, je kasneje postal grobar, je postal? Ne. Se pravi, da ne gre za isto osebo. No, tako. Torej, ja, no, ne vem, ali lahko še par stavkov rečem. Je lahko še. Ja. Prvo, ko sem začel pisati, sem dal naslov, namreč, ko začnem pisati, jaz najprv napišem naslov, da približno vem, katero smer moram imeti. In je naslov Svetokriški grobar. Svetokriški, zato ker je svet križ, ne? Pa grobar pa zato, ker sem vedel, da moram nekaj v vezi z Britofom pisati, ker Britof je zelo, pokopališče, je zelo ta kraj, ker se da razviti bujna domišljija, glede na to, da so spomeniki, ki nosijo to in to ime, rodil se je leta gospoda 200 let nazaj, pa 100 let nazaj umrl. In ti lahko v zgodbi uporabiš ta čas, ki ga njega opisuješ, ti lahko tisti čas razpoveš, koliko je bil takrat. Ta drugi je pa sedanji čas, tisto se pa vemo. In zato sem jaz to dodal Svetokriški grobar. Potem sem gotov, da je Svetokriški komplicirano ime, kdo pa zastopil, pa tako naprej. Sem črtal Svetokriški in je bil sam grobar. No, pred koncem se mi je pa tako naneslo, me je zgodba tako pelala, da se mi je zdelo, da napišem naslov šifra. O tem vam ne bom razlagal, sem vam prej nakazal, nimam denarja, nekje tam v Švici, ampak jaz sem to do njega prišel, da sem v zgodbi. Tako da, no, to. A si predstavljate, kako je vodil pogovor o novi knjigi Šifra, kot je avtor reče, o vsebini knjige pa ne bova govorila? Ja. Veste, če vam... Želja je namreč, da jo vi preberete, ampak določene stvari, detalje bova morala vseeno listati. Namreč zanimivo je to, da to se pa redki lotijo, v knjigi malo bolje opisali stanje človeka, ki izgubi delo. Kar precejšen del poglavja ste posvetili temu, pripeljali ste celo lik do tega, da razmišlja, oziroma skoraj da stori samomor, če ne bi pač vratar potegnil v strana. To je redko. Proces divjega lastninjenja več ali manj, poznamo. Slišali smo, opisali so ga.
o tem tako imenovanem malem človeku pa se redko kdaj govori, o teh usodah ljudi. Ja, to sem torej zavestno, jasno, da sem iskal in tudi vem, da obstajajo ti, kaj to so zdaj socialni problemi ljudi, ki izgubijo službo. Torej, in to je zdaj tudi nekje ta predih socialnega problema, ki sem ga noter nekako pripisal nekomu, ostane brez zavarovanja. Zgodi se težka bolezen, bolnici in tako naprej, človek nezavarovan in tako naprej. Ne bom šel v detajle, ker je treba celo stvar videti. Še enkrat povem, ne politiziram, niti ne znanstvujem, ampak čisto literarno sem se to speljal. Tako da ta problem človeka, pa to so primeri, kar mora vzemiti, v isti firmi, za istimi zidovi, tam celo z istim imenom so ljudje dvakrat službo izgubili. In tudi v tem primeru je človek dvakrat v isti hiši izgubil službo. Tako da to je tudi ta moment malo, ki se mi zdi, da je to bolj socialni. Mogoče še to, dosti je pogrebov, veste, tam kako se, hotel sem tudi opisati, namreč od teh stvarih se nekako, to so bolj morbidne stvari, pa se ne pišejo, niti se uradno nekako kaj več ne govori, kako se pokopava, vse tiste, je civilni pogreb, je cerkven pogreb, to je treba jamo kopati, ne, grobarna leti na okostje nekoga in tako naprej. To je ta človek, ki je službo izgubil, se je lotil pokopavati mrliče, so ga tako. In to vse tiste zgodbe, ki so, mislim, da se mi je zdelo včasih kar strašljivo, da to povem, ampak sem rekel v redu. Veste, ker včasih, pa ne pri tej knjigi, mogoče bo zdaj preveč sentimentalno povedal, tudi jokam, ko pišem, ne samo, ko vi Bora berete, ampak jaz se tukaj spustim v zgodbo, da sem jaz sestavni del tiste zgodbe in v danem momentu, ki te leti na papir, vam povem, me tudi solze pritečejo. Tako, pa tle me grih niso, ampak tako bom povedal, da take dogodki se dogajajo. Torej ta oseba, da je potem, ko je izgubila službo, postala grobar, dejansko obstajala ali je to? Ne, ta ne je obstajala. Ali je kakšno simboliko lahko iščemo v grobarstvu, da ste tolikšen del naredili? Tam noter se sreča s človekom, ki je grobar tega podjetja in sta praktično oba grobarja. Sam eden pokopava mrliče, eden pa cele tovarne in tako na cele podjetja. Vidim, da je Andoljček Miha tukaj. Moram povedati, jasno, da sem določene stvari črpal iz svojega spomina, sem bil v tej fabriki in tudi tam, no, to boste naleteli, tam je govora o prvo, da je sploh iz bivšega zadružnega doma nastala tovarna, da so tukaj iskali pač ljudi, ki so bili nekje na položajih, ki bi lahko nekako te zidove, ki so te zadružne domove aktivirali v nekaj pridobitnega. Tle sem imel pred očmi mojega bivšega direktorja, gospoda Andoljčka, pa še enkrat sem se ga v knjigi, torej brez imena, spomnil, torej vem, kako je bil, kakšen problem je bil s zagonom vsak ponedeljek strojev, ko so vse varovalke metale, so letele ven in toka ni bilo in ko je on enkrat uspel 50 milijonov skrb spraviti, dobiti nekje kredit, da je postavil transformator, je bil on po svoje srečen, tistih smo pa se tam delali, pa po svoje, ne. In zdaj se ta zadeva jo nekdo hoče prodati, stečajni upravitelj, da ne bom šel predalečno. To pa zanimivo poslušati mnenja ljudi, ki so delali z vami, ne? Oziroma so zapožil, kaj ste pričakovali, da bo v knjigi, oziroma kaj boste v knjigi dejansko našli. Ne? Torej, predvsem moram reči, to je samo silhueta tega, torej, no, ne silhueta, to je kar to, ampak brez vsakega tistega, da bi rekel, to se je pa v Jurjevce res zgodilo, ta lomparija, pa se to.
Nekje se je mogla, nekje se je, ampak nekje sem jo tja postavil. Zakaj ste potem nadeli naslov šifra knjige? Ne? Ker šifra potem se šele nekje v sredini izkristalizira. In tako kot ste rekli na začetku, jaz sem morala parkrat prebrati ta razdelek, ko govorite, kako se skriva te šifre, s kakšnim pisalom, ne vidim in ne vem, kako se to vse odkriva. Sem si rekla, odkot je tak mojster postal. Tako da res človek pričakuje, da imate kje skrivljeno. To sem se upam prej pojasnil, da ne boste mislili, da vam v Švici denar. Kako boste prebrali, ne? Ja. Poslušajte, ne vem, saj veste, kaj te bom rekel, ljudje, torej, ti, ki so v Sloveniji obogateli, tako nepošteno, ti nimajo tukaj denarja, ampak so vsi dali ga v oaze ven. In ena izmed teh oaz je Liechtenstein. Moram povedati samo, to sem celo pozabil, namreč naslednji četrtek bom imel tako predstavitev v Kočevski knjižnici, pa tam se ne smem pozabiti, eno gospo poklicati, ki sva se spoznala na Ljudski univerzi, bila je pa telefonistka iz Koblarjev, ena Dragica. No in ko sem pisal, sem hotel čim bolj torej ta pravo številko, kako se v Švico, v Liechtenstein pokliče, a veš, katera je tista, 0,0 je za ven, pa katera je poj tista, une lahko napiše pirovske, ne, ampak tisto, in jaz sem jo poklical in ona mi je dala original številko Neue Bank, od švicarske banke. In ste jo zapisal? Jaz sem note zapisana, da jo koriste. Naj kličejo. Tako da se take stvari sem hotel, da se me ne bo nekdo smejal, to je pa ni švicarska številka. Ja, in me je pustila, je rekla, jo bom jaz poiskala in me pokliče. Pravi, ti, tole je pa prav od Neue Bank, ker se mislim v drugačen naziv prej banke, no, pojebil pa to Neue Bank ratov, ne, pa tista cifra. Tudi jaz sem tam zdaj domač. Me je pa zelo presenetil konec zgodbe, ki ga spet ne bova razkrila, ne, ampak nenavadno za vas. No. Nisem pričakovala, da boste naredili skoraj da na koncu tak zaplet in tak razplet. Sploh ne, kako lahko izdam, če ne smemo govoriti o vsebini knjige. Je pa res toliko zanimivo, da ga res narajši ne bi, no, ker ne bi pripisala teh lastnosti glavnega. Ja. A mislite, da se je tako odvijalo potem življenje delavcev? Če so imeli priložnost, da so jo zagrabili? Jaz rečem, da se je samo teh ljudi, ki jih imam notri, teh junakov tako življenje odvijalo. No, kar se tiče sploh ne samo tega romana, povsod, tam, kjer je vse zadnje 2-3 knjige nazaj, jaz puščam odprt konec. Torej, no, jaz sem nekje bil, ki so v taki družbi, ki so me poučevali, da je zdaj aktualno, da lahko bralec sam razmišlja, kako bi se tisto zaključilo. Tle mi je nekako delno verjetno, delno uspelo, bolj mi je uspelo pri prejšnji dekle z juga, no, ampak zdaj jaz ne vem, če bi mi vse to pripovedal poslušajno. Se morajo prebrati. Ja, no, si. A ljudje postanemo lakomni, to pa še, če vidimo denar, če zavohamo denar. Ja, to pa sigurno vam povem. Težave, ki jih je imel ta ne vem, kateri po vrsti, po rangu človek, ki je v zgodbi nastopa, tisti, ki je pravzaprav de facto torej prišel do denarja, so res malo mogoče čudne, ampak se mi zdi, da poanta pravzaprav je izpadla na koncu taka moralna, veste, da z goljufijo pridobljeno je hitro izgubljeno. Krščanski nauk to malo še bolj ne vem, tako, ampak glavno, ker dobljeno, tudi izgubljeno. Oseba, ki je sicer milijonar in nič ne pomaga, vsi milijoni, ki jih ima nekje, ker je na vozičku v domu za invalide. Torej, in
Zdaj, lahko bi povedal eno pikantno zadevo še, pa bom to zamolčal, naj vsaj nekaj, ker itak ne znam jezika držati, se bom pa res pravil nazaj potegniti, da je on na koncu določena spoznanja prišla na dan, ne. Jaz sem pa ženska, pa ga ne bom držala, ne. On je na invalidskem vozičku, nekdo drug pa vseeno profitira, no. Tako da se splača. Ja, tako, ja, no, tako, no. Ja. Tako, ja, jaz sem malo okoližil, pa direktno. No, tudi vi niste imeli nekaj no, ja, na jeziku. Dobro, naj te bo. Jaz sem danes te podrejen. No, jaz sem večinoma vodila pogovore oziroma predstavitve njegovih knjig, no, in z Ivanom je treba kar znati, ne. Ivan je zelo močan, načelen človek, ki bo vedno povedal tisto, kar misli, no. Jaz mislim, da se redko kdaj ugriznete v jezik. Veste kaj, po domače, žnable imam velike, pa so v žnable doskrat ugriznem. Jezik ne. A se vam zdi, da se je to tajkunst pa odvijalo tudi v Ribnici? Kaj če se je delal? To tajkunst vodil lastnina ne odvijalo? Ne vem, ne, to pa nisem jaz. Danes dopoldne sem dobil mail, ki opisuje, kako je na moji strani, ki sem napisal knjigo o tajkunih. Vam povem. Nekdo z Ribnice, mi dva veva, pa še kdo tudi ve, ampak jaz se v to ne, sploh ni knjige prebral, da bi rekel, da bi kaj prebral, tacga, tako da bi mi lahko po mailu poslal, kako je na moji strani, pa tako naprej. Ampak, eto, nič ne vem jaz o tem in nič ne vem in ne obsojam, jaz sem povedal, da je to moja literarna svoboda, ki jo kot pisec imam jo možnost in sem jo izkoristil in ne vem, ali se je tle kaj takega dogajalo, ali se ni, ali se je v Psuknu kaj takega, ali se je v drugih, to jaz ne vem, jaz od tega. Da ne bodo pričakovanja ljudi. Ne, to, sploh se vem, tlele so ene par suknarjev, ki smo bili včasih, zdaj, da ne boste mogoče razočarani, ker ne piše Franska pa Micka, pa tako naprej, ne. Pa tudi sukna ne piše, pa tudi Siltovana ne piše. Ampak kako se pa Loden dela, boste pa prebrali. Ja, tako. Da sem dal bralcu z tega kraja točno lokacijo, kje se to, čeprav nič ne piše drugega. Boste, zdaj pišete, deloma imate spet 2 knjigi, boste nadaljevali ta trend družbeno-kritične osebe, pisca, če navajam dekle z juga, pa zdaj Šifro? No, zdaj to je tako vprašanje. Ne vem, jaz sem že rekel, da sem to nekako po moji presoji nekako pripeljal do konca, tisto, kar želim pustiti za sabo zanamcem. Ne bom o tem govoril, no. Ne bom o tem govoril. Mislim, da to, če bo kaj iz tega, kar sem zastavil, ne bo to. Bo čisto nekaj drugega, ki bo baziralo na neki, torej resničnih ali pa zgodovini, bi rekel, tudi v tem kraju. Sem to ne bi, je to še predaleč. Pa tudi, že to sem preveč povedal, ko veste, poje to pritisk samega nase, jaz sem to rekel, ampak zdaj pa moram to pisati. To sem pač tak človek, če nekaj rečem, potem ni pardona, jaz do tisto moram realizirati in to sem se zdaj dal sprovocirati, da sem to povedal. Bom kar trpel, ampak lahko pa povem, da ne bo to vše, ker moram pozabiti, morate računati, da je tale knjiga bila napisana, pa sem to že vse povedal tle. Veste, sem mogel nekaj novinarjev, pa ne vem že komu sem kaj rekel. Je bila napisana marca meseca in takrat, imam tle župana, moram bolj natančno povedati, sem zamudil kot društvo kandidirati na občinska sredstva. Do zdaj, vsa ta leta nazaj so mi pomagali, so imeli določen procent, ki je šel praktično v te namene. Zdaj sem pa to zamudil. In kar naenkrat je knjiga gotova, razpiše šumim. No in pojme je gospod župan meril, da naj počakamo v jeseni, pa tako naprej, pa da
da bomo dali, da bo dal in da bomo dali na občinski svet in tako naprej. In to veste, je tisto pričakovanje. To je glih tako, prosite, jaz bom tako rekel, otrok se je spočet. In ki je spočet, mora iti ven. Se je to mogoče čudna prispodoba. Ampak isto vam je to, veste, zame to. Ker sem to naredil, če rad vidiš, da gre to ven, in tudi nisem bil zmožen praktično stavka napisati več, dokler ni ta knjiga išla. To, kar govorim, da sem nekaj zastavil, je ključno od 1. decembra naprej. Ko sem to skrb dal na stran, potem sem pa lahko razmišljal o nečem. Tako da te stvari je tako, zato se ne upam kaj preveč obljubljati, kako in kaj bo. Pa še nekaj, še kaj bi razga vprašala. Ja, no mogoče, vrazim bom tole povedal, mogoče je zanimivo, da bodo vedeli. Marca meseca sem rekel, da je bila gotova, ampak predtem, recimo, ne vem, od aprila pa nazaj, 2-3 mesece, nisem znal od tiste točke, ki sem zgodbo pripeljal, naprej besede napisati. Kako naj se zdaj ta zgodba razvija, dotle sem prišel, vam je 3 mesece, kljub intenzivnemu razmišljanju, pa in branju, veste, ko bereš, veste, dosti idej dobiš. Ampak nisem našel izhoda, da bi jaz ta tekst lahko nadaljeval, no in posledice pa to, da se nisem sploh javljal na ta razpis. Potem sem bil pa povsem slučajno v Kočevju v kavarni, v eni družbi mojih nekdanjih kolegic, ki smo bili pri Ljudski univerzi, in so se ženske pogovarjali. Ena pripoveduje, da je bila na eni poroki, da je kuža pse, ki je prinesel tam spred ženo pa nevesti prstane. Malona, to je bilo pa za ponucati, ne, to informacijo. Druga je pripovedovala, se je že starejša, zdaj ali prvič ali drugič poročila, leto nazaj, je rekla, mi dva sva šla, pa sva lesene prstane kupila. Zdaj, torej, za to je vprašanje, ali imajo denar, ali pa, če ima smisel, ne, ker se nimaš doč pred sabo, pojveš. In sem jaz to lepo tle uporabil, poglavje odsekal, zastavno poglavje, in zgodba je stekla. In potem je kar teklo. Ne morem pisati več kot 2-3 ure na dan, v dopoldanskem času, jutranjem času, ali pa v dežju v nedeljo, in tako naprej, ampak sem pa vsak dan pisal, no, in tako je to ratalo. No. A imajo vaše knjige kakšno zgodovinsko, etnološko vrednost? Jih pišete kot zgodovinski spomin za zanamce? Ja, no, poslušaj, ta knjiga in 2-3 nazaj torej imajo to kuliso zadaj, družbeno kuliso, bi rekel. Tle, bi rekel, mogoče jaz smatram, da je tudi pri pokopavanju mrličev se je v zgodovini, so se stvari spremenile in tle so zapisane take, kot so zdaj. Mogoče bodo čez 50 let drugače, mogoče bodo takrat že žive pokopavali, ne. Tako da, to je to, ne. Enega pravila pri pisanju skoraj da ne upoštevate, ne? Pravilo je, da se da večjim ljudem prebrati osnutek, da podajo svoje pripombe in tako naprej. Vi ponavadi dajete svoje zvesti ženi. Pa ste sigurno, da je zvesta? Mislim, da je. No, recimo. A to zaupate njej, ali to zaupate sebi? Ali vas vedno čas prehiti, ali kaj je razlog, da ne dajete? Ja, torej, da bi nekam ven dajal znancem, pa takim, torej, to res mi takrat zmanjka časa, ampak prva bralka za mano, ko tole napišem, je dejansko žena. Ona mi da pripombe, ti tole pa ni, tu pa dvakrat napisal, to je pa to, in to je meni dovolj. In tle sem dovolj rešil stvari tako. Druga bralka mi je hči, ki je precej literarno tudi nadarjena, če tako rečem,
in ima posluh, kako mora kakšna stvar iti, in tudi ona mi da signal, da je tako ali pa bi bilo prav drugače. No in še ena zadeva je, ki je tle v knjigi podpisana kot urejevalka teksta, to je ena profesorica, ki je domačinka oziroma skočivje je, piše se Starc, živi pa v Postojni, in ona, tudi njej sem dal prebrati, preden je knjiga dobila zaključno obliko in zgodbe, in potem jo je tudi ona potem lektorirala. Opazil sem to, namreč jaz sem to knjigo, pa ne samo to, recimo zdaj govorim samo o tej, 11-krat, ko je bila napisana, ker sem rekel, da je dobra, 11-krat zelo globoko miselno prebral, da sem brusil slog, ali je povedek zadaj, ali ga lahko dam stavek noter, bliže noter, to vse slovničarje tukaj, da ne bom kaj tazga govoril, ampak jaz imam določene, pač sam svoje orientacije za to, no in moram reči, da prav praktično, ko sem primerjal, ko sem dal potem v lektoriranje, če tako rečem, lektoriranje ni zato napisano, ker bi mogel lektor mora imeti licenco, in zato sem se napiše urejevalka teksta in tako naprej. Torej, sem videl, da ni nič bilo treba popravljati. Ki uredniki običajno kaj črtajo, pa to, pa ono, ne. Pa je tako pravijo, jaz nisem to. Ampak, torej, sem praktično jaz dokončen tekst sam spravil skupaj. Mogoče, a še kaj? Ne, pa še kaj? Imam druge stvari. No, daj bo še to povedal. Mogoče tale barva, tale knjiga je en tak, rekel, kaj pa vem, sivina, ne, ampak tudi avtor je siv, to morate vedeti. Oblikovalka, ki je to oblikovala, je tudi siva. Ampak, to je zaštost. Ampak v stvari je pa to, zdaj nisem da zaslišal, ampak kolikor mi je povedala, so neke fotografije z nekih spomenikov iz Istre, ki deluje ala šifra. Ne vem, ali je to glagoljaši ali so kaj tazga, ne vem to. To bodo, imamo tle profesorce, učiteljice slovenščine, bodo povedali. Siva je pa zato, ker so spomeniki na pokopališčih pretežno sivi, dobro, zdaj smo bolj bogatejši, črni ratujejo, ne. Ampak prej so ali pa iz sivega kamna, pa iz sivega betona, pa tako naprej. In to, ker se dosti zgodbe odvija okrog pokopališča, je tudi ta asociacija te barve nastala zaradi tega. Imate kakšen podatek, koliko so brane vaše knjige? Nič nimam. Veste, ko jaz, zdajle, tudi isto se dogaja s to knjigo. Zdaj sem jaz s sebe vrgel to skrb, hvala Bogu, plačano je, in mene pravzaprav zdaj tu že nič ne briga. Čeprav če bi bil tako, kot bi mogel biti trgovec, bi mogel zdaj skrbeti za plasma tega. Namreč, torej, kolikor sam dam noter, ne morem, vam povem, dobiti nazaj. Ampak da vsaj neko zadoščenje dobiš. Čeprav, jasno, da moram reči, da če ne bi bilo tle financiranja od občine, pa nekaj tudi od pokrajinske zveze društev Novo mesto, sva se s tistem predsednikom dobra prijatelja, vam je podpira. Tudi en dopis je danes poslal na Miklovo hišo, ker obrazlaga, ne vem, moje dejavnosti tam na literarne dejavnosti, ampak to ne bom izgovoril. Torej, to je to, zdaj, ko bi mogel recimo iti v akcijo za prodajo, sem pa obnemogel. In to pri vsakem izdaji, ki izide. Tako da meni se knjige nabirajo, ampak otroci mi pravijo, da naj se kar, saj bodo poje, ko bom jaz umrl, bodo tu več vredni, pa mogoče bo kdo vprašal zajne, ne. Tamle so vse izdane knjige, leposlovne vaše, med njimi je najtanjša prvo izdana Ljudje pod Boncarjem. In če sodim po sebi, pa po pogovoru z mnogimi ljudmi, ta ostaja v vrhu branosti, želenosti in priljubljenosti. Zakaj mislite, da je tako?
ta povest je pravzaprav, to je zgodba ala Jurčič, taka, za široke množice, rekel taka, ni treba biti učen, da kaj misliš, res je to. Moram povedati, okrog te sem imel vse sorte odzive. Veste, enkrat sem jaz kandidiral za poslanca, takrat smo, jasno, da bi me zvolili, pa mi niste, sem podarjal vsaki družini en izvod. Ne vem, 600 ali 800 izvodov sem takrat podaril in praktično je ta knjiga povsem po Loško-Potoški občini, Sodaški, Ribniški. Vsi imajo to. In potem so me klicali, če sem jaz župnik. Če sem jaz tam verjetno so me povezali z Novo Štifto, jaz sem pa spod Nove Štifte, ne, mene so pa kak gor povezali. Če sem jaz župnik in če sem mogel to propovedovati in tako naprej, da to nisem, pa ne kaže, da bi bil, ne. Sem pa mogel, torej lahko rečem, da pa dostem, sem pa mogel poslati jo, so me prosili torej. No, če še za ostale knjige povem, te moje knjige so, ne bom rekel, po 1-2 izvoda, sta v Južni Ameriki, potem v Kanadi, v ZDA, tudi v Avstraliji, tako da povsod nekje en konček meje, ne. Pač ljudje so prišli k nam in vsak so zagrabili, pač, da nekaj ponese s sabo iz domačega kraja in to je bilo to idealno, da so tudi to odnesli. Ene morem pa pošiljati, da me še dodatno košta, no, ampak je bilo. Ena knjiga je bila pa nekomu tudi ideja za to, da bi v Hollywoodu posnel film, je tako? Ja, ta, ki je v Ameriki, kaj je bo, nekaj je velano, kjer je slovenski kraj, Toronto, ja, je rekel, da pravi naj jo prevedem v angleščino, pravi pa, da bi jo on dal, da bi ima poznale tam, da bi tam to in to, ne. No, veste, torej, prvo je to vprašanje, če se bi meni splačalo investirati v prevajanje, drugo to skrb imeti, na koncu se bo pa to reklo, da to ni to, ne. In se jaz to nisem spuščal, ampak je pa prijeten občutek, če je nekdo to dojel, da bi se to dalo posnet, me pa je, torej gre za dekle z juga. No, moram zdaj, če lahko tole mimogrede, ko se me ta Hollywood to omenila, tle, ko sem to napisal, sem gotovo, da sva sočasno v istem mesecu izdala v isti nakladi 400 izvodih na isto temo o izbrisanih z Miho Mazinijem. To je zdaj že kar uveljavljen pisatelj pri nas. Tudi jaz sem se potem dvakrat z njim srečal v Škrabčevi domači, tako da se osebno poznava. In on je tudi scenarist, je tudi osnovna profesija, ima to, čeprav dela v računalniškem poslu, torej, no ja, je prebral, no je rekel odlično in tako naprej, da pravi i o teh stvarih, pravi, ki so se dogajali, mi moramo pisati, pravi, da bomo pustili, to isto mišljenje je delil z mano, kot sem se jaz sicer prepričan, da treba nekaj za namcem pustiti. No, in on je pa tudi, se ne vem, kako se že naslov, je te knjige se tudi brala, v glavnem isto temo obravnavava in on pravi, da bo po tej knjigi, po svoji knjigi naredil scenarij in bo probal ga film posnetane. Izbrisani, ja, tako ne. Da, možnost še komu izmed občinstva, da poda takšno mnenje? Lahko me se vprašate, nekjer ne bom vam ne ostal dužan, še nobene nisem ostal, pa tudi vam ne bom. Ja, v šifri ste meni ostali dolžni, ne marate to spovedati. Nekaj mene so zase. Jasno. Bi kdo želel? Ja. Treba najprej knjigo prebrati, ne? Potem svodo pa vsoli komentarji. No, jaz bi samo nekaj, glede na temo tajkuna, se ne bojite, da vse kdo prepoznal v tej knjigi? Ne, se ne more. Se ne more, ne bo se. Če pa se bo, se imamo policijo. Se prav štrajkajo. A veste, ko še kaj
Ne boš še kaj zaslišvala, Ne, še kaj po svoje? Ne, lahko še po svoje, oziroma vem, da imate pripravljeno tudi zahvala. Poslušajte, jaz sem že v tem povedal, da so določeni ljudje, ki so pomagali tej knjigi, da je se je rodila. Nekaj sem že povedal, kdo in tako naprej. Vendar, če ne bi bilo na koncu tistega, ki je to prispeval denarna sredstva, večji del ali pa del denarnih sredstev, tudi ta knjiga ne bi bila mogla izideti. In jaz se moram na tej točki zahvaliti našemu županu Sodražice, občini Sodražica, s njihovim svetnikom, namreč oni so mogli požegnati, da se je to zgodilo, da se je to. Torej, jaz lahko povem, pa ne zato, ker je župan tukaj, lahko bi povedal tudi, če ga ne bi bilo, zelo ima posluh, da človeku pomaga in ima čut za kaj bom rekel to, no, pa da rečem, za kulturo, tako da, Blaž, zelo sem hvaležen, tudi se me vode, da sva pripeljala, da smo vse tisto napisali, kar je bilo treba, da je to bilo potem tako odobreno, kot je. Torej, občini se zahvaljujem, če tako rečem, na splošno. Druga zahvala moram reči Pokrajinski zvezi društva upokojencev Novo mesto, ki gospoda ni tukaj, dopis je poslal na Miklovo hišo in tako naj bi to smezali, da ne bomo to dolgo vezli. Njemu za manjši prispevek, ampak veste, kadar je žakelj prazen, vsej nekaj noter je fajn, kolikor je, se pozna. No in če se vrnem nazaj, če bi bila tukaj tale tako zvana lektorca te knjige, ki ni napisana kot lektorca, je pa kot urejevalka teksta, Marijana Starc, ki živi v Postojni, bi se tudi njej zahvalil, normalno pričo in tako naprej, vendar se je opravičila, ker ima glih ob tej uri, je imela prej že dogovorjeno, vem, neko zadevo, ki je približno taka, kot je zdaj to na literarni osnovi je, in ni mogla, in je rekla, se ti opravičujem, ne morem priti. In pa seveda, moram se pa tudi zahvaliti oblikovalki, je to sicer moja hčerka Berta, tako da je to, sem že vam malo razlagal, da, ker sem jaz od nje dojel, zakaj je taka siva in zakaj je to je na njeni tisto zraslo. In mislim, da si, vem, da bo kdo rekel, vse te hči, pa tako naprej, še bolj so občutljive stvari, če so ožji, mogoče kot če ne bi bili. In se, Berta, se ti lepo zahvaljujem za to, da si to naredila, da smo lahko speljali to potem naprej. Jaz ti v zahvalo podarjam, to je torej tole, ki je avtorstvo Miheli Štine, on jo pozna, ki je drugne. To je ostala od kolonije, ki je bila tudi ona prisotna, in ime je to, eto, skromno, torej je pa tako res iz srca in sem ti hvaležen, da mi to in to pomaga. V enakem barvnem tonu. No, viš, ne pogledamo, res je pa še dodatno, ne? Tudi zahvaljujem Alenki za današnji večer, da je bila posebej še moderatorka tega večera, da sem učeno povedal. Mi dva sicer lepo sodelujeva po različnih, no, ne vem, se posvetujeva, karkoli se moreva, ne, in tako naprej, ampak da je pa ona, da je lahko dala piko na i, je pa da tudi njena volja in moja želja. In Alenka
Jaz te slike ne bom dajal, ker sem ti jo že enkrat dal. Ampak ti bom pa tole dal, pa boš Ja, hvala lepa. tudi eno pozornost. Sladko.